Ni tako, to ta. Čigav pa je? Ja, tako je. A ta je moj, Vse kar poslušamo. Ja, no, res. Ja, ne, preveri. Čestitke in pozdravi. Ja, še enkrat vsem prav lep pozdrav. Danes bi spregovoril o okrog 3 točk, o katerih je v zadnjem času tudi kar veliko govora. Prva tema bi bila inflacija. Gre za pobudo Gospodarske zbornice Slovenije, da bi se organizirali vsi partnerji v tem skupnem boju proti temu problemu, ki se je zgodil v zadnjih mesecih. Ocenjujem, da je ta pobuda zelo dobra, da je taka, ki zasluži pozornost, in jaz ocenjujem, da je zelo smiselno, da se tako vlada kot gospodarski sistemi in delojemalci organizirajo in poskušajo poiskati vse te rezerve za izboljšanje razmer na tem področju. Potrebno je zadeve umiriti, potrebno je tudi trezno presoditi, kateri ukrepi so smiselni, kateri so racionalni in kateri od teh ukrepov lahko vsak izmed partnerjev, ki ga inflacija zadeva, tudi lahko da svoje predloge in pa tudi rešitve, da bi se ta zadeva nekako umirila. Ob tem je potrebno zelo resno jemati tudi opozorila ekonomistov, da bi večji odmiki pri plačah pognali inflacijsko spiralo in inflacijska pričakovanja, kar pravzaprav pomeni, da bi sami z to zahtevo spodbudili draginjo v državi oziroma povišano inflacijo. Ta draginja bi prizadela predvsem tiste, ki imajo nižje plače, se pravi delavce z nižjimi dohodki, in pritisk na plače predvsem prizadene tista podjetja, ki delujejo v tem ekstenzivnem okolju, ki niso deležna teh velikih učinkov, velike, višje gospodarske rasti. Takih podjetij je veliko in na tem področju bi katerakoli nepremišljena poteza, katerakoli hitra poteza lahko povzročila veliko težav v teh podjetjih, lahko bi se prišlo tudi do odpuščanj, morda v nekaj 10 tisoč delavcev izgubilo zaposlitev in s tem bi pravzaprav v celoti izničili učinke visoke gospodarske rasti in učinke zaposlovanja, dodatnega zaposlovanja na tej osnovi. Skratka, prišlo bi do povečanja zaposlenosti in do dodatnega pritiska na socialne transferje. Taka situacija ni dobra in zato je ta pristop potrebno pozdraviti. Tu je dejansko potrebno, da vsak izmed partnerjev v tem postopku pogovarjanja, dogovarjanja tudi pristopi k temu resno, da izkoristi te notranje rezerve, ki jih ima, in to zadeva tako državo, kot tudi delodajalce in delojemalce oziroma njihove sindikalne centrale. Ob tem je potrebno poudariti, da je država nekatere korake na tem področju že storila. In sicer v strukturi se je znižala javna poraba za 3%, bistveno zmanjšan je tudi javnofinančni primanjkljaj, tako v tem proračunu, ki ga zaključujemo, kot je načrtovan nižji primanjkljaj v obeh proračuni, ki smo jih sprejemali pred nekaj dnevi. Država tudi nekako zadržuje trošarine in jih drži na tem spodnjem nivoju. Zelo ostro nadzira tudi regulirane cene, to je tiste, ki so pod nadzorom države. In pa navsezadnje
smo izvedli tudi nekatere ukrepe, s katerimi smo dejansko pomagali vsem tistim, ki jih ta inflacija zadeva. To se pravi najprej za to davčno reformo, kjer smo zelo dvignili splošno olajšavo, se pravi za več kot 300 evrov. Če to prevedem v število plač, pomeni to skoraj nekaj manj kot eno delavsko plačo, se je ta splošna olajšava dvignila. In pa tudi razred spodnje obdavčitve se je bistveno razširil. In nadaljnji ukrep, ki prihaja, je zakon o finančni participaciji. Seveda, tudi delodajalci so tisti, ki morajo na tem področju nekaj konkretnega storiti. Po eni strani gre za poslovno prestrukturiranje, za izboljšavo asortimana, za odpiranje novih trgov, za dodatni razvoj na teh področjih. Gre tudi za vzpostavitev pogojev za boljšo konkurenčnost in tudi za večjo produktivnost. S tem bo naše gospodarstvo na tem svetovnem trgu ali pa evropskem trgu še bolj konkurenčno. In s tem se tudi izboljšujejo pogoji za dodano vrednost. Skratka, delodajalci so tudi tisti, ki imajo veliko možnosti in na vse zadnje tudi to razmerje med plačami in dobički je tudi na tem področju možno nekaj storiti. Pa tudi delojemalci so tisti, ki lahko z odnosom do dela, z boljšo učinkovitostjo tudi dajo svoj del participacije k izboljšavi na tem področju. Vsekakor kakršnikoli radikalni ukrepi ali grožnje, katerekoli strani ne morejo prinesti dobrih učinkov, dobrih rezultatov ali zadovoljivih rezultatov. Zato pričakujemo, da bodo ti pogovori tekli mirno, da bodo tekli strpno, da bo prevladala razsodnost vseh, ki bodo se januarja lotili tega. In mislim, da so ti dogovori zelo pomembni tudi za nadaljnji razvoj Slovenije.